Z govorno Izabelo sva razpravljala o zabavni in predvsem globoki knjigi Moje življenje kot abeceda. Knjiga ponuja zanimiv in raznovrsten vpogled v življenje avtistične deklice Candice. Bogati stric Brian pravi, da Candice pleše kot žvižga sama, saj svet vidi drugače kot drugi. Nekateri sošolci to povedo precej bolj grobo. Kličejo jo Pepe, kar je fonetični zapis kratice PP, ki pomeni posebne potrebe. Z Izabelo sva se zatopila v branje knjige Moje življenje kot abeceda. Glavno vlogo v tej knjigi ima Candice, ki ni tipična najstnica. Je 12-letna avtistična deklica. Izabela, kako se ti zdi, da se skozi njeno pripoved izraža avtizem? Meni se zdi, da se avtizem skozi to knjigo izraža na ta njen poseben način razmišljanja, kako proba na različne načine rešiti stvari, ki se nam, na primer, zdijo čist pač nelogični, ampak njej se pa to zdi popolnoma normalna stvar. Kako pa si se počutila v njeni koži na nek način? Počutila sem se dosti domače, ker imamo tudi v družini avtizem, pač avtista. Je avtizem, kot ga ti poznaš iz svojega življenja, primerljiv z izkušnjo avtizma, kot je opisana v knjigi? Ja, je kar podobna, pač, da se je težje vključiti v družbo, ampak ne zaradi tega, ker ona ne bi hodila, ampak ker recimo drugi mislijo, da je pa z njo nekaj narobe in zdaj pač je noče v svoji družbi, čeprav v bistvu sama drugače razmišlja. Ja, avtizem je včasih težko razumljiva stvar, oziroma se mi zdi, da ljudje ne znamo zapopasti, zato se mi zdi ta knjiga odličen vpogled. Ja, da bi se mogli, več ljudi bi se mogli ozavestiti o avtizmu, da potem bi videli, da to ni nič takega in da bi v bistvu pomagali jim, da se vključijo v našo družbo. Zdaj pa sledi vprašanje. Candice je v knjigi Moje življenje kot abeceda žrtev vrstniškega nasilja. Kateri obliki nasilja sta opisani v prispevku? A. Telesno in medsebojno, B. Spletno in besedno, C. Medsebojno in besedno ali D. Telesno in spletno. Čas se izteka. Govorimo o medvrstniškem nasilju. Obe ekipi menita, da je rešitev C. Slišali smo, da učenci Candice kličejo PP in je ne sprejemajo v svojo družbo. Zmerljivke opredeljujemo kot besedno nasilje, izključevanje pa kot medsebojno nasilje in tako je rešitev C. Bravo!